Danes za 200. oddajo se spodobi, da jo zaokrožimo malo drugače. Zato vas vabimo v zakulisje nastajanja oddaje. Vsebinsko se oddaja zakoliči na uredniškem sestanku, ki ga imamo ob torkih v pisarni avtomobilnosti. In potem se avtorji lotijo svojih tem. Tisti, ki se najraje loti težkih, bolj zapletenih tem, je zagotovo Miha, je pa znan tudi po tem, da zna iz sogovornikov izvabiti kar največ. David in Andrej imata prav. Ja, res je. Pri mojem delu mi največ pomenijo prav intervjuji, pogovori, ki jih imam s temi avtomobilskimi inženirji. Vsakeč znova sem fasciniran, s kakšno strastjo opravljajo to svoje delo, s kakšnim žarom v očeh mi razlagajo o teh svojih dosežkih. Pogosto mi povejo bistveno več, kot bi pa smeli. Nikoli ne bom pozabil Škotske, ko sem pri večerji poklepetal z Oplovim oblikovalcem in sem že slutil, to bo pa res krasna zgodba. Ampak naslednjo jutro, ko sem pritisnil rekord na kameri, sem od njega dobil samo poslovno korektne odgovore. Seveda sem malce vrtal potem v njega, ampak na koncu po nekaj minutah mi je rekel, se opravičujem, ne smem, so mi jih napeli. In name so zelo dober vtis naredili tudi številni top menedžerji, tisti CEO-ji, kako zelo odprti in pa razgledani so vsi ti ljudje. To sploh niso šefi, ki bi samo delegirali svoje delo, obvladajo svoj posel tudi v podrobnosti. Ponavadi mi PR-ovci z njimi dajo samo kakšno vprašanje ali dve, ampak zdaj se je res že kar velikokrat zgodilo, da sem z njimi potem klepetal 15-20 minut, celo pol ure. Čudovito pri vsem tem je videti, s kakšnim občudovanjem, s kakšnim spoštovanjem govori o svojih tekmecih. En primer, najboljšo razlago o Toyotinem hibridnem pogonu sem pravzaprav dobil od Škodinega inženirja. Ampak ja, jaz nasplošno rad klepetam, tudi kar tako na ulici, ko me mimoidoči ustavijo. Predvsem pa zelo rad klepetam z vami, gledalci, ko se dobimo skupaj na naših dogodkih, takrat, ko testiramo nove tehnologije. Te naše debate so zame zlata vredne in zares iskrena hvala zanje. To so pravi tak turbo pospešek za moje delo. Tako da ja, jaz imam avtomobile zelo, zelo rad, še rajši se z njimi vozim, ampak tisti pravi energent, ki daje smisel mojemu delu, to so pa ljudje. Pomemben del našega dela so seveda testi avtomobilov. Sebastian pa je urednik testov. In Sebastian je edini slovenski avtomobilistični novinar, ki je hkrati tudi žirant za Evropski avto leta, tako imenovan KOTI. Res je, predvsem delo v žiriji za Evropski avto leta je posebno. Saj potujemo po celem svetu, spoznavamo različne ljudi in direktorje avtomobilskih znamk. Predvsem pa preizkusimo, ali smo prvi na premierah zagotovo več kot 100 avtomobilom letno. Je pa korona zdaj potovanja vseeno malo omilila, mi pa zato več časa ostane za moj hobi. Večina ekipe avtomobilnosti, razen naju z Andrejem, je multifunkcionalnih. Se pravi, zna snemati, fotografirati, montirati, najti dober kader, vprašati sogovornika in to še na koncu zaključiti v eno zgodbo. Vse našteto Luka nadgradi s kreativnimi pristopi in idejami, ki dajo prispevkom poseben pečat. Hkrati pa rad sede za volan dirkalnega avtomobila, kar je očitno strast. Po mojem mnenju je bogastvo avtomobilskega sveta ravno v njegovi raznolikosti. No in da bi to raznolikost kar najbolje razumel, moraš voziti. Moraš preizkušati avtomobile. Češnja na torti našega poklica pa so preizkusi avtomobilov na zaprtih poligonih, na dirkališčih. Seveda, to so doživetja za dušo, obenem pa tudi zakladnica znanja, kjer si pridobiš izkušnje, ki jih potem uporabljaš naprej pri vseh zgodbah in preizkusih avtomobilov v bodoče. Snemanje avtomobilistične oddaje je za snemalca zelo zahtevno delo. Video in fotografija pa sta podpis Davida Šavlja.
Atraktivni posnetki avtomobilov in motorjev pri visokih hitrostih in na različnih podlagah, od brezpoti pa do dirkališč in različnih vremenskih razmerah zahtevajo od snemalca dobro fizično kondicijo, predvsem pa to, da vedno poskrbi tudi za varnost. Najtežji del, Andrej, pa je, da prenaša voditelja. Še posebej njuno duhovitost. Ampak Davidu se pozna, da je tudi človek narave in da ima oko ne samo za avto, ampak tudi za to, da v naravi ujame izjemne trenutke. Ja, samo snemanje za oddajo je vedno pestro. Lahko začnemo takole na terenu, snemanju kakšnega terenskega vozila, končamo pa v pisarni kakšnega direktorja za izjavo. Z ekipo se res dobro razumemo, tako tudi sama snemanja steče veliko lažje, predvsem pa si zaupamo. To je zelo pomembno pri snemanju atraktivnih posnetkov, kjer moram biti veliko bližje samemu dogajanju kot ponavadi. Ali je to terenska vožnja, ali pa snemanje na poligonov na spolzki podlagi. Tu je varnost na prvem mestu. Zato je veliko lažje, če se z voznikom dobro poznava, veva, kje se meje, ter paziva drug na drugega. Seveda se ob samem snemanju, ali je to test avtomobila, zgodba, poskušam fokusirati tudi na samo okolico, na samo dogajanje ob cesti. Tako velikokrat pride do trenutkov, ki popestrijo dogajanje in jih Žiga pridno izkoristi v montaži. Montaža oddaje je zgodba zase. Na snemanjih gre lahko marsikaj narobe in tudi pogosto gre. Od tehničnih, vremenskih težav do recimo nepredvidljivih situacij v prometu. No in vse skupaj, potem ko dobi na mizo, rešuje naš montažer Žiga, ki se ga je v uredništvu prijel vzdevek Čarovnik Žiga. Ne glede na to, koliko težav smo imeli na snemanju, Žiga vedno poskrbi, da prispevek pride in je objavljen. In na koncu prav Žiga skupaj z Mihatom da končni pečat oddaji. Andrej in David, hvala lepa. Sedaj pa k vam, gledalkam in gledalcem. Torej, na kratko vam pokažem, kaj dobim in kako na koncu vse skupaj izgleda oziroma se sliši. Začnimo pri zvoku. Montaža oddaje je zgodba zase. Na snemanjih gre lahko marsikaj narobe. Montaža oddaje je zgodba zase. Na snemanjih gre lahko marsikaj narobe. In nadaljujemo sliko. No, malo prehitevam. Takole izgleda groba montaža, ki mi jo pripravijo avtorji prispevkov. In takole izgleda končni izdelek celotne oddaje. Zanimivo, kaj ne? No, seveda to ni vse. Največji pečat oddaje naredi dinamika, ki jo ustvarjam z glasbo, premetavanjem vsebine, da je bolj tekoča in prijetna za gledalca. Da se poskušamo izogniti omenjenim tehničnim težavam, ki pestijo produkcijo, prihajajo napotki za odpravo le-teh ravno iz moje strani, ki jih ekipa z pridom tudi upošteva. Ker me tajnica režije tamle zadaj že zelo nastrpno preganja, bi rad še dodal, da sem ekipi avtomobilnosti zelo hvaležen, da sem lahko del te ekipe. Zato hvala, ekipa. Pravijo, da za vsakim uspešnim moškim stoji ženska, no, pri nas je drugače, saj stoji pred nami. In sicer Petra poskrbi za to, da takrat, ko se nekaj dogovorimo na uredniškem sestanku, ona vse organizira, da ko mi pridemo na snemanje, je za vse poskrbljeno. Prav tako pa je Petra tista, ki stopi v kontakt z vami, ko organiziramo naše dogodke, gledalci testirate nove tehnologije. Povedano na kratko, če ne bi bilo Petre, bi mi veliko govorili in bistveno manj naredili. V našem majhnem kolektivu skrbim za to, da pred kamero vse teče tako, kot je treba. S fanti se dogovorimo za scenarij oddaje, dogovorimo se o vsebini prispevkov, potem pa poskrbim, da imamo vsa dovoljenja, govorim z gosti in poskrbim za vso birokracijo, ki pritiče TV oddaji. In čeprav se zdi, da so mi fantje naprtili bolj dolgočasen del dela, sem si v resnici priborila najlepšega. In to je stik z vami, drage gledalke in gledalci. Jaz sem tista, ki vas pokličem in povabim na naše dogodke. Z vami se družim na snemanjih prispevkov, gledalci testirajo. Najlepše pa mi je, ko imamo kakšno res fajn nagradno igro, vas pokličem, na drugi strani pa slišim krike veselja, ker smo vam izpolnili skrito željo. Letos, na primer, vožnjo z blimpom.
In čeprav se sama najprej nisem videla v avtomobilistični oddaji, mi druženje in pogovori z vami dajo vedeti, da razmišljamo podobno. Ni nam namreč pomembno samo, kako avto izgleda in koliko ima konjev, ampak kakšna tehnologija ga poganja. Kaj to pomeni za našo prihodnost? Zanimajo nas vse možne kombinacije mobilnosti, skrbi nas za varnost. Zato hvala, drage gledalke in gledalci. Hvala, naši dragi gostje. Hvala za vaš čas, ki nam ga namenjate, ko spremljate našo oddajo. Hvala za vaš čas na snemanjih, ko nam pomagate soustvarjati oddajo. Hvala za vse pripombe, ki nam pomagajo rasti. Hvala vsem, ki nas podpirate. Vse, kar si želim, je vsaj še 200 takih oddaj z vami v dobri družbi. Ja, hvala, da ste bili z nami tudi 200 oddajo. Se vidimo spet naslednji. Samo trenutek, David, se opravičujem, prelepa priložnost je, da bi jo lahko preskočil. Trenutek je, da povem, kako smo začeli s prvo oddajo, ko je bil tudi tvoj nastop, tako kot moj prvi. Nisva se še dobro poznala, snemali smo uvod v prvo oddajo. Avto v kadru je bilo treba malenkost premakniti in David reče, bom jaz. In si mislim, super, fanta avtomobili zanimajo, iz tega bo še nekaj. Premakne avto za 1 meter in naredi črto na edinem stebričku, ki je bil zraven. Ampak poglejte, kako se je vse lepo v nadaljevanju izteklo. Marsikdo bi rekel, da se od takrat ni nič spremenilo. Lepo se imejte in se vidimo spet naslednji teden. Jaz ne bom med njimi. Andrej, najlepša hvala, ker si me prenašal 200 oddaj. Mi gremo torej naprej. Iskreno si želimo, da skupaj z vami. Če še niste, vas zdaj zato prijazno vabimo, da kliknete na gumb naroči in pa zvonček poleg njega. Tako boste prvi, ki boste izvedeli, da smo objavili novi video. Hkrati vas vabimo, naj bo vaš naslednji klik video kolaž naših prvih 200 oddaj. Uživajte v ogledu.